spoštovane obiskovalke in obiskovalci. Prisrčen pozdrav naši tradicionalni prireditvi Vrtiljak. Veseli nas, da ste se odzvali našemu vabilu in se odločili, da z nami in s pravljicami odpotujete v nov dan. Tradicionalna prireditev Vrtiljak je prireditev predšolske vzgoje Gimnazije Celje Center, kjer se predstavljajo dijaki omenjenega programa. Svoje delo v umetnosti dopolnjujejo in napredujejo s profesorji ustvarjalnega izražanja. Na potovanje z letošnjim Vrtiljakom se bova z vami odpravila Matevž in Žigar. Prireditve kot je Vrtiljak gotovo ne bi bilo brez sodelovanja dijakov, mentorjev, vodstva šole. Hvaležni smo lahko, da ima naš ravnatelj, profesor Gregor Deleja, posluh zanje. Gospod ravnatelj, vabimo vas na voljo. Hvala za povabilo. En lep, najbolj še kar dober dan, lepo, pozno, popoldne, zgodno, dober večer vam poščem. Spoštovane gospe, gospodje, dragi dijakine in dijaki, naši gostje, otroci iz vrtca Tončke Čečeve, vsi, ki ste prišli, da se z nami podate na eno zanimivo popotovanje po pravljičnem svetu, svet naše domišljije, svet domišljije naših dijakov in mentorjev in šole, na kateri smo resnično ponosni, da lahko izvajamo program predšolske vzgoje. Zdi se mi, da je za našo secesijsko stoletno lepotico to en prav poseben privilegij, kajti program, ki izobražuje bodoče vzgojiteljice in vzgojitelje, šoli sicer na eni strani nalaga izjemno odgovornost, da te mlade ljudi izobrazimo v široko odprt, v prihodnost optimistično zazrt kader, kajti to bodo tisti, ki bodo nekoč v roke vzeli najpomembnejše člane naše družbe. To so naši otroci, naša prihodnost in tako tudi mi učitelji na Gimnaziji Celje Center našo skupno prihodnost polagamo v roke naših dijakov z upanjem, da nas bo popeljali v en pravljični svet. V svet, kot ga bomo na tem odru na Celjskega doma videli tudi danes. Dovolite mi, da se na tem mestu v imenu šole, naših dijakov, mentorjev, iskreno zahvalim tudi vrtcu Tončke Čečeve, ravnateljici gospe Ireni Hrem, ki je nocoj z nami, ker so se prijazno odzvali našemu povabilu in bodo dali temu našemu Vrtiljaku 2017 en prav poseben pečat, kakor se zahvaljujem tudi vsem predstavnikom vrtcem iz cele regije, ki ste nocoj z nami, da nas podpirate, da sodelujete z nami, da v svoje hrane sprejemate naše dijakine in dijake, ki pri vas dobivajo tiste tako zelo potrebne praktične izkušnje za to neizmerno odgovorno in pomembno delo. Hvala vam, dragi starši, da vaše otroke podpirate na tej poti. Hvala vam tudi, ker ste se nocoj odzvali našemu vabilu in vsem skupaj nam želim en pravljično lep večer, našim dijakom pa eno čudovito zaključno obdobje konca tega šolskega leta. Zdaj pravljično število 5 menda ne obstaja, ampak vendarle ustvarimo ga nocoj in naj bodo takšne ocene vse tja do konca junija, pri četvrtošolcih pa seveda tudi na maturi. Še enkrat iskrena hvala, ker ste nocoj z nami in lep večer vsem skupaj. Hvala za prijazen mis. Na Vrtiljak vsako leto v goste povabimo enega izmed vrtcev celjske regije. Letos z nami sodeluje vrtec Tončke Čečeve in sicer enota Gaberje. Vrtčevski otroci se nam bodo prvi pridružili na odru in poskušali ugotoviti, kje živi pravljica. Kasneje se jim bodo pridružili še dijaki 4. letnika, ki ustvarjajo pri glasbenem modulu.
Po nastanku in izvoru so ena najstarejših oblik besedne umetnosti. Naslednjim rodovom prenašajo izročilo modrost. Pravljica je krajša pripoved o grozi, lahko tudi v verzih postavljajo junake in dogodke poseben pravličen svet čudežnega, fantastičnega, nadnaravnega. Motivi in liki se ponavljajo, konec je običajno srečen s plačilom za dobre in kaznja za hudobne pripovedi osebe. Značilnosti pravljice so pravlična števila in predmeti s posebno močjo, nedoločen kraj in čas dogajanja, čudežna dejanja in stalni začetki. Nekoč pred davnimi časi. Ko so se čudeži še gonili, so poznali čarovni urok, s katerim so se odprla vrata v čarobni svet Sisane. Tam so živeli pravlični junaki. Once upon a time, in a land known as the Natural State, it's a kind of magic, magic, magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Za devetimi gorami in devetimi vodami ali pa še dlje. Najdemo jih po vsem svetu.
Evropske pravljice še danes navdihujejo ameriške ustvarjalce, med njimi tudi Walta Disneya. Pravljico Lepotica in zver je napisal Francoz Charles Perrault. To je znana zgodba s poročilom, da lepota osebe predstavlja dobro srce. Lepotica spozna notranjo lepoto zveri in z ljubeznijo iznišče roke. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining proudly presents. Your dinner. We are guests. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we'll provide the rest. Soup to shore, hot hors d'oeuvre, why we only live to serve. Try the crust stuff, delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance and then you'll be our guest. We are guests, we are guests. Nadaljujemo po Skandinaviji in Severni Evropi. Od tod prihajate priljubljena pravljičarja, in sicer Astrid Lindgren in Hans Christian Andersen. Pika Nogavička, najmočnejša deklica na svetu, živi sama v vili Čira Čara, saj je njen oče kapitan, ki večino časa pljuje po šeljnih morjih. Navihana deklica pa ni samo močna, ampak tudi bogata. Preden njen oče odjadral, je zapustil 2 skrinji zlata. Njena najboljša prijatelja sta soseda Tomaž in Anica, ki sta brat in sestra. Pika Nogavička ima poličkih pegice, oranžne lase, spet je v navihanju, ima 2 različne nogavici in čevlje kot 2 velika čovna. Pika ne hodi v šolo in nikoli ne želi odrasti. Želi ostati otrok, saj misli, da je svet odrasli dolgočasen. Ves čas jo spremljata opica Ficko in bel konj z velikimi črnimi pikami, ki ga lahko svojo nevredno močjo celo dvigne. Drugačnost pa je izpostavljena tudi v pravljici Grdi raček. Mali grdi raček, ki se je izvalil v račjih gnezdu, je drugačen od ostalih račkov.
zato ga takoj označijo za krtega. V spredje je postavljen motiv drugačnosti, ki je še danes velik problem v odnosih med ljudmi. Pravljica nas uči ceniti drugačnost, saj velikokrat iz grde račke zraste prekrasen nabod.
smo v Nemčijo. Tu domujeta zbiratelja pravljic brata Grimm. Pravljice so se širile z ustnim izročilom, zato je tudi razumljivo, da so se ves čas spremenile. To je bilo odvisno od razmer, v katerih so nastajale, in tudi od zapisovalca, ki si je lahko ob tem privoščil svojo umetniško svobodo. Zgled in uspeh bratov Grimm sta vzpodbudila živahno zbirateljsko dejavnost po Evropi. Volk in sedem grozničkov je ena izmed najbolj znanih pravljic čudežnega sveta bratov Grimm. Volk predstavlja nasilno in zlobno osebo, ki želi škoditi nedožnim otrokom, groznički pa otroke, ki poslušajo starše. Zaradi pomanjkanja življenjskih izkušenj padajo v prevaro nevarnega malopritneža. Pravljico Janko in Metka so odkrili celo na Karibi. V njej sledimo zgodbi o bratu in sestri, otrokoma siromašnega pisarja. Zaradi hude lakote je mačeha predlagala očetu, da ju je zapustil gozdu. Lačna in izgubljena otroka sta zagledala hišico, napolnjeno s kolači in čokolado, in jo takoj začela jesti. Hiša je prihvala na svojo čarovnici, lastna iznajdljivost in pogum pa sta jo rešila iz njih.
Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati in tisti, ki ne znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moja mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive. Z vsemi do sedaj omenjenimi pravljičarji se enakoredno kosajo Fran Levstik, Kaja Tomković in Svetlana Makarovič. Levstikov Videk, 4-letni deček, je živel v številni revni družini. Kot najmlajši je vedno zadnji dobil srajčico, ki pa je bila zaradi tega najbolj ponošena. Nekega dne se mu je srajčica strgala in zelo si je želel imeti novo. Do nje so mu zaradi njegove dobrote pomagali jagnje, grm, pajek in ptiček. Tako mehke in bele srajčice otroci še niso. Maček Muri, avtorja Kajeta Nakoviča, je lansko leto dopolnil 40 let. To je pravljica o črnem mačku, o njegovih prijateljih Muci Maci, maček razbojnikov Čompeju in drugih mačkah iz mačjega mesta. Njihove dogodivščine Muri vsak večer natančno zapiše v mačjo knjigo. Siva miška, Sapna miška, ena najbolj znanih pravljic Svetlane Makarovič, je dobila v dar 3 lešnike. Ko je hotela pojesti prvega, si je zlomila zobe. Pomoč je iskala pri neobčutljivem zajcu, požrešni veverici, nerodni žabici in zobozdravniku dekli. Ko je končno lahko prišla v lešnik, je ta bil prazen. Jokala je celo noč, zato se je zasmilila mišemu strahcu. Odpeljala je k čarobnemu grbu z lešniki in Sapna miška si jih je nabrala, koliko jih je želela. Na vrata doma je napisala: Sapna miška, najsrečnejša miš na svetu.
Ema. Pa saj veš, da je skrb za čisto zobe zelo pomembna. Ja, saj vem. Veš kaj, bova zdaj obiskali zdravnika in videli, kaj se dogaja. Pridi. Prav. Dober dan. Pozdravljena, Ema. Kar si mi se nastav, prosim? Veš, Ema, tale zob zadaj pa že močno črvil. Daj si pa ti nazaj umila zobe. Sicer ti bom pomagal, ampak danes žal ne dobi svoje najljubše štampilke. Nasvidenje. Hvala. Pridi, Ema. Daj pa si daj hitro pojdi med zobke. Že grem. Aha. Ne gre. Ne znam si umiti sob. Si bom jutri umila. Pozdravljena, Ema. Ja, kaj pa ti tukaj? A veš, kaj sem jaz opazila? Da si ti sploh ne znaš umiti zob. Ja, saj imaš prav. A bi mi pokazala, kako se pravilno umivajo zobje? Ja, seveda, pridi. Super. Prispeli smo v najintimnejše okolje nastajanja pravljic, in sicer med pravljičarje, ki niso zapisani s svenečimi imeni, a otrokom veliko pomenijo. To so starši, babice, detki in vzgojitelji. Razredna avtorska pravljica naših dijakov nas seznani s premišljeno uporabo papirja, odnosom do narave in pogosto nepremišljenega uničevanja gozdov.
telecenter skuša stati ob strani dijakov, jim zagotavljati enake možnosti, številnimi dobrodelnimi akcijami pa pri vseh dijakih ozavestiti pomembno moči sočloveku v stiski. Pred vrati dvorane smo zato postavili skrinjico, v katero lahko v odhodu date prostovoljne prispevke za šolski sklad in s tem našim dijakom pomagajte uresničiti njihovo pravljico. Pravljice bogatijo človeka. Že Albert Einstein se je zavedal njihovega pomena in nam položil na srce. Če hočete, da bodo vaši otroci inteligentni, jim berite pravljice. Če želite, da bodo še inteligentnejši, jim berite več pravljic. Nekoč, pred davnimi časi, se je za 9 gorami in 9 vodami končalo potovanje s pravljicami. Dobro je premagalo zlo in vsi udeleženi so živeli srečno do konca svojih dni. Srečno!